mladi, vsi, ki poslušate to besedico za lahko noč. Za nami je praznik svetega Miklavža, pa poglejmo, kako ta svetnik nagovarja mlade o pripravi na Božič. Ob prazniku svetega Miklavža je vedno lepo dobiti darilo kot simbol pozornosti, ampak zelo lep je pa tudi pomen praznika in povezava z adventnim časom, ker ko si vzamemo čas, da pripravimo darilo za bližnjega, se pripravimo s tem tudi na Jezusov prihod. Odkar pomnim, je bil god svetega Miklavža en tak prazničen dan, ko smo namenili en lep pogled, nasmeh ali mogoče celo drobno malenkost in si z njo polepšali dan. Velikokrat pa nam je ravno ta majcena pozornost dala veliko več, kot bi nam dala razkošna, brezčutna darila. Tako kot pri darilih je tudi v naših srcih mnogo preveč brezčutnih, tako imenovanih daril, ki jih vsak dan dajemo, namesto da bi se osredotočili na iskrenost v naših dejanjih ter odnosih. Pa naj bo to odnos s prijateljem, znancem ali pa našim sparnikom. Mene pa pri Miklavžu nagovarja predvsem to, da je dajal ubogim brez, da bi v zameno pričakoval kakršnokoli plačilo ali pa zemeljsko slavo. To, da je to delal samo z namenom, da osreči druge. Pri prazniku svetega Miklavža mi je všeč to, da se ljudi obdarjujejo, saj to je že nekak priprava na božični dar, ki prihaja v obliki odrečenika. Slišali smo nekaj misli, kaj nagovarja mlade ob tem svetniku. Pa naj še vas vodi misel Marjana Turnška. Majhna dejanja dobrote nas vsak dan odtegujejo sebi, a ne v odtujitev, marveč v pristno uresničitev v drži daru za drugega. Pa naj tudi ta misel nas spremlja o pripravi na Božič.